Županja občine Selnica ob Dravi je med vsemi projekti mandata izpostavila nekaj pomembnejših. Selnica ob Dravi kot občina do sedaj ravno ni zemljišč nakupovala, zaradi tega, ker je urejala predvsem manjše zemljiške zadeve za komunalno infrastrukturo. Mi smo se pa v tem mandatu lotili in kupovali velike parcele, bom rekla preko 22.000 kvadratnih metrov novih zemljišč smo pridobili za občino Selnica ob Dravi, ki bodo služile torej ne samo peš pohodnim potem, ampak tisto, kar občina vitalno potrebuje. Na eni strani so to površine za nov vrtec, površine za večjo športno dvorano, površine za šport, za igrišča in pa na drugi strani seveda to, kar tudi nismo od tega veseli, ampak vsaka občina tudi to potrebuje, je pa novo zemljišče za pokopališče. Realizaciji se bliža eden najbolj nujnih projektov v občini – vrtec. Veste, ko sem v januarju oziroma decembru 2018, takoj ko sem prvič obiskala torej to svojo novo delovno mesto oziroma pisarno, sem nekako imela občutek, da ima občina v predaljih veliko projektov, da ima veliko pripravljenega in da je zdaj samo čas, da zavihamo rokave in gremo. In eden izmed takih nujnih projektov pa potreb v občini je seveda bil vrtec, ampak ko sem sodelavce vprašala, torej prinesite papirje, pa sodelavci pravijo, ne, saj nimamo papirjev. Ja, kaj pa treba narediti papirje? Ja, pa saj nimamo niti zemljišča. Kaj kmalu je ugotovila, da bo potrebno urediti papirje, nakupiti zemljišča, šele potem pa bodo lahko govorili v izvedbi. A to je občinskemu svetu uspelo. Županja pa si želi svoje delo v novičnem mandatu še nadaljevati. Ko so me v spomladi pa junija ljudje začeli spraševati, ja pa boš verjetno še enkrat, takrat sem sama morda kako popoldan pa rekla, ja pa res, a ja, ne, ali ne, pa se mi zdi, da nekako ni bilo treba dolgo razmišljati ali pa čakati. Jaz menim, da je le prav, da tisto, kar smo si zadali, pa še pokažemo, da znamo tudi zidati, pa da bodo ljudje tudi videli, da bodo stali zidovi za nekatere stvari. Poudari, da bo v primeru izvolitve takoj nadaljevala z zastavljenimi cilji. Za nov mandat pa si res želim, da bi, ko bova morda čez 4 leta, dobra 4 leta, verjetno spet sedeli, pa me boste spraševali, ali ja ali ne, da bom pa takrat rekla, ne, s tem, ko bomo pa zdaj prerezali trak za novo športno dvorano, pa jaz mislim, da sem svoje na občini opravila, da me morda ob koncu aktivnega dela čakajo morda še kakšni drugi izzivi. Torej, to je pa tisto, kar menim, da je realno, glede na to, da sedaj imamo gradbeno dovoljenje. A želi si še nekaj. Poleg tega, da upam, da bomo takrat prerezali trak za Viltuš, tako kot je v skladu za okrevanje, in da naj bi bilo marca 2026 tam že prva poroka. Torej, tisto bo verjetno nekaj, kar si bom zelo, zelo želela, da bi opravila. In pa potem jeseni, da prerežemo še trak ali pa vsaj zakopljemo lopato za telovadnico. Torej, to je pa tisto, kar bom rekla, je neki idealni scenarij. Če se bo omenjenih izzivov lahko lotila, pa bo znano po 20. novembru, ko se bo odvil prvi krog letošnjih lokalnih volitev.